lahko enemu brni računalnik, kaj je to? Ker sem prodal grafično ventilator, bizarno, res. No, skratka, smo live z 4. zaporednim, sama, vidim, da nekaj narobe. Smo live s 4. zaporednim Banana Rushom. V tem upamo, da bomo uspeli govoriti o večjih temah, od ESL One Cologne, kaj je že, novega Operationa Bloodhound, potem bomo pregledali pretekli dogodek na slovenski LAN sceni, kot tudi bomo šli čez prihajajoče dogajanje na naši sceni, malo se bomo pogovorili še o čemer drugem, pa to je to, kam nas pot zanese, skratka. Z mano sta spet Rudi Ogris in Nate Miš. Mis ali Miš? Mis. Mis? Mis. To je čist čuden priimek, veš? Češki. A res? Tiho samo. Ja. Res. Dej, Ogris sam ti bod. No, skratka, če začnemo z največjim Counter-Strike turnirjem v zgodovini Counter-Strike Global Offensive, verjetno, ne? Vse so bili CGS-i. Torej, sredi avgusta oziroma konca avgusta bo v Kolnu potekal turnir ESL One Cologne. Skratka, ja, morebiti bo kateri od vaju šel tja. Mogoče. Ajmo končkati, to nič ne pomeni, glej, jaz vem, da bom šel, tako da ja, glej, morate biti... Jaz sem se s tabo že pogovarjal, da bi šel, Ja, se to, ne? Druga. Vem, spomnim se, ja. Jaz zdaj... Veš, kako bo to zakon, po moje, malo ti lovda zdaj, ja. Kjer je mu lovda, Ogris? Men, evo. Da. Ok, that production value, though. No, skratka, verjetno bomo lahko pričakovali vse najboljše time tam. Mora biti nekaj, kakšen je format, jaz se nisem poglabil neki preveč razen cene. Kar se tiče formata, je zaenkrat tako, kakor sem slišal. Prvo bojo offline regional qualifierji, en bo v Aziji, v Singapurju, en bo evropski, en bo pa ameriški. Zdaj, potem po teh regional qualifierjih nič ni nič objavljen, koliko ekip bo šlo naprej, kjer ekipe bo invitene, razen top 8 iz prejšnjega eventa. Potem pa tudi ni še nobenega formata za sam event. Najbolj sklepam, da bo podoben prejšnjim eventom, se pravi Double Elimination Group Stage Best of One, areno, ker imajo zdaj, se mi zdi, da imajo samo za 2 dneva areno, razen če bojo en dan prej še izven arene Group Stage izpeljali, da je lahko Best of 2 ali pa Best of 3 naredijo. Gledal sem, da bodo čisti gami streamani, tako da vsi Group Stage gami bodo streamali in bodo imeli, za vse tekme bodo imeli une streame z TeamSpeakom. Tako da mislim, da bo to kar zanimivo, no. Zdaj vprašanje, če bodo spet se podrli rekordi, verjetno ja, ne, CSGO Lounge Easy Money. Ampak ja, vprašanje, jaz bom definitivno tam, tako da boste lahko gledali slike, pa bom jaz fajn na Snapchat dajal. Ja, tisto. Jaz sam mislim, da za offline qualifier v Evropi, da je še online qualifier. Moraš tam se online kvalificirati, da priješ na offline. Online qualifier za offline qualifier je, kakor sem razumel, podoben, kakor so imeli zdaj za Katovice, ker so se online kvalificirali za offline. Vse to je daleč najboljše, kar lahko naredijo sploh, ne? Ja. Gled, tako najboljše ekipe noter pridejo, definitivno najboljše. Tako, prefiltriraš. Ja. Samo v končni fazi upam, da ne bo tako kot Dreamhack qualifierji za Dreamhack Summer, kjer se fura, sicer je zdaj zaradi časovnih razlogov Best of One tako še v polfinalu, ker ni lih najboljš po moje, ampak sej bomo videli, kako bo. Upam, da bo več čim boljših ekip tam. Eno, skratka, to se drugače sam glede cen, no. Normalna cena za entry je 41 €. Pač, če imaš normalen sic ne v parterju, torej ne tam na ravnem, pač kjerkoli zgoraj nametano, kol še na koncu vse, ker bodo skrini vse posod. Prevoz te stane cirka 80 €, in mislim, da je 40 €, če že spiš 2 noči v hostu ali 3. Tako da na koncu te stane 150–160 € stvar, kar se meni definitivno ne zdi veliko, no. Oziroma ne neki
kar bi bilo problematično za resnega fana, ne. Kako boš pa ti šel same? Jaz grem z enim kolegom, pač Movie Makerjem Sodjakom, pa pol še verjetno ene parami ljudmi gremo z vlakom tja, prespiš tam. A, z vlakom? Ja, z vlakom, ja, itak, glej, ne splača se mi, veš kaj, na koncu, če voziš, si toliko utrujen, ko si tam enkrat, pa pol mora eden še nazaj voziti, ne mora piti tam, ne. Pa skratka, ne moreš se tako zabavati, kot bi se lahko, ne. Pa tudi avto uničiš, valjda ne, jurijo kilometrov easy money. Ja, mi smo šli tako, da je sam en furu na Gamescom. Tiste mu je malo vlak je me malo dal. Ja, vem. Ja, glej, pa se tam na vlaku si pa se lahko pogovarjaš, ti je easy, veš, fajn hodeš sem pa tja, če se moraš noga pretegniti, to luksus je, ne? Ja, luksus. Kaj, vlaki so zakon, stari, res. Ni bad. Ja, pač v končni fazi, če se kaj takega razmišlja, če se veliko ljudi nabere, so skupinske karte, kar dosti ocen celotno, poceni celotno zadevo. Če bo interes za to, se lahko zmenimo, da gremo pač kao, naredimo kao group visiting ali neki s speedom, pa to je to. Se lahko zreš kakšne cenejše karte, se zrihta turistična ponudba, ki je malo cenejna, da tja priješ nazaj, hostel. Skratka, gledaj, ko nas je enkrat velik, je dosti lažje se zmeniti za boljše cene, ne? Pa tudi boljše se imaš. Tako ja, to je to, kar sem jaz mislil glede ESL One Cologne-a. Nič drugega ni takega še, announcenega ni še timov, ki bi bili res komfortni. Razen pač isti, ki pridejo, unih 8 ali 16 iz prejšnjega. Ti misli, da bom posod. Ne, izdele moraš imeti zaprto sobo, s zaklenjem, da sem betoniran. Glih je, brother, še dam. Edin, kar bi lahko govorili o Legendsu, ne? Ampak dober, ja. Ja, sem te Legends so več ali manj istih 6 ekip, ki jih premlevajo že nekaj časa, ki hodijo na vse te plus 2 ekstra, ne? Zdaj, mogoče Kid Stars, če nekaj malega pomenimo. Ja, pa Mouseforce je noter, ne? Pa Titana ni, recimo, vse kar zanimivo. Titana ni je dosti stalnica za ESL One turnirje in za majorje nasploh, glede na to, da zelo rad spadajo v grupo. To že, ampak je Mouseforce noter. To je. Ja, to je res. Vse glej, on je čisto v redu. Jo, jutro so. V primerjavi s Slovenci so dosti v redu, ne? Do tega še pridemo. Ja. No, skratka, druga tema. Jaz sem pozabil updateati tekste. Samo ESL One, zdaj še nekaj moramo govoriti. Ja, kaj je nego, okej. Nekaj še govoril ESL One, kdo so mogoče legendary ekipe? Mogoče se mi zdi bolj smiselno omeniti, da nekaj, kar se na Redditu premleva kot problematika, ker ESL One Cologne je zdaj sicer pred enim dnevom bil announcen kot major, je bil pa že takoj, ko je bil ESL One Cologne najavljen, je bilo najavljeno, da bo nagradni sklad 250,000. Zdaj problematika, ki se pojavlja, je to, da je folk zdaj pričakoval 500,000, da bo Valve plunil še 250,000. Druga zadeva, ki pa je pa tudi to pomankanje teh e-sports caseov, prek katerih se je včasih denar nabiralo za te turnirje, tako da zdaj je razna špekulacija takšna in drugačna, da se zna v CSGO pojaviti kompendium sistem podoben, kot ga ima Dota 2. Tako da mogoče se še kaj zgodi do ESL One Cologne, ampak zdaj vse je samo špekulacija, ker je nekako nestandardno vse to. Meni osebno se zdi, da bi naredili kompendium zelo nepravilno, ker imaš stikerje, kjer motivirajo time čisto dovolj, da pridejo na ta event. Glej. Na koncu timu, ko pride enkrat tja, imamo tistih 20 ali 30 jurjev, ali koliko, če ne 100, za največje time, on ima tist garantirano in to mu je cool, ne, ampak da bi imeli kompendiume, da bi mi spet mogli cash fukniti noter v turnir, potem, ko že toliko denarja se vrže v skine, meni se ne zdi pravilno, no. Tako da ne. Pa koliko Valve zasluži? Oni, če bi vlagali še 5% več, bi imeli lahko 500 jurjev majorje. Ma kak 500 jurjev? 5 milijonov. Uno sem gledal, kaj je bila primerjava Dota 4 ali 5 International, 11 milijonov, ne, price pool, pa vidiš vsi turniri v Counter-Strike ever, pač imaš 4 milijone pa pol, veš, tisto, okej, easy. Dota 2 ima sicer zdaj tle malo drugačen problem z Internationalom, zaradi tega so tudi v Doti 2 zdaj pristavili na sistem zelo podoben CSGO-ju,
ki je en international in 3 majori čez leto. Zaradi tega, ker včasih je bilo tako, da za international ni bilo tako, kot je pri majorih, top 8 ekip dobi invite, ampak je Valve določil, kdo dobi invite. In to je zdaj prisililo ekipe, da popolnoma izgorijo, ker so mogli igrati čim več turnirjev, non-stop gasati, kot Virtus Pro, pa hod na vsak minimalen LAN. In je bilo zelo veliko problemov pri Doti 2 glede te prenasičenosti turnirjev. Je Richard Lewis napisal glede tega celoten članek in tudi določeni profesionalni igralci so se pritoževali glede international sistema. Definitivno, gled, tam je velik problem to, da je toliko različnih lik naenkrat vsak dan v dnevu, da si pač mogel zbirati, ne? In če si hotel maximum exposure, si mogel čist cel dan igrati tiste official matche, pripravljati pa sploh časa nismo, no. Sam to je zdaj tudi vse se go, včasih tako po cel teden si lahko geekal na polno in pol so bili, ne vem, tako ena 2 meča pač, ali pa par mečev, zdaj so pa skos meči, to hudi meči, skos imaš streama, ne, pa nimaš časa več, da bi igral, če hočeš gledati. Ja, se gledaj, večje plače so, no tako da jaz mislim, da gledaj se in na koncu ima zdaj ekipa 2-3 ure plače in pol lahko vrže 8 ur na dan v to, veš. Pa 4 ure igra, ko bi normalno igral, pa še 3-4 ure vržejo v practice, pa to je to. Best of Free online se radi zavlečejo v 6 ur teritorije, še posebej, ko kakšen da dosti spade. Gledaj, kaj drugega pa delajo, realno? Ja, Gledaj, Shroud, delajo. Kaj dela Shroud? Ja, ok, Shroud recimo streama. Ampak če 8 ur streama, 8 ur ima preke, ne? Pa pol grejo na LAN pa zgubijo. Ja, samo on tudi ne gre po 2 tedna ven iz bajte. Ja, točno. Je še povedal na streamu pa. Ogris, that camera movement. Moj bog, če me phone vibrira, čaki. Glej, nočem vedeti, kaj imaš s svojim telefonom, kakšne igre. Treba imeti vibra na phonu. A je to izmed vaju gledal Dazed, Reflections with Dazed od Torina? Nisem gledal, sem pa videl video, nisem pa gledal. Osebno ne, sem posledil rahli drami, ki je sledila potem na CSGO subredditu, ko taki videi radi poberejo. A to z Nothingom? Ker to sem tako gledal. Ja, pač z Nothingom in potem še pač ta polemika glede teh banov, ki so za undefined amount of time, ker se noben ne ve, kdaj bojo kiri odbanani in razne kampanje naj so odbana določene igralce, ne, koliko so eni manj krivi, je bolj krivi. No, jaz bi vse unbano. Glej, po enem letu bi jaz unbano. Realno, po enem letu. Pa jaz pa ne bi jih bano, jaz bi jim dal, da plačajo to, ker so pokradali kazni. Ne plačajo to, ker so, pol pa ne jih odbanajo. Veš kaj, problem je v tem, da imajo dokazano, sam za ne vem, ene par gamov, oni so verjetno to delali mesece skupaj, veš. Pa nima veze, pa se zdaj ne bi več, verjem, da ne bi. Ja, zdaj, ko so jih banali, ko so rekli, da je indefinite ban, veš, to je tisto. Veš, pa ko so toliko followinga zgubili vsi te igralci, ne, ko so jih spoflamal totalno. Ma dobro, to niti, mislim, treba je vedeti, da ne vem, Swag njemu life je CSA, ne, pa s tem je on zgubil life, basically. Sam ne moreš ti zdaj zaradi tega, ker se je pač enemu life uničil, I feel bad for this guy in ga pol zato odbanat, ne, po eni strani more Valve dokazati, da se drži nekih pravil, da ima do vseh enake standarde, Swag ban z vsem tem in se tega držati. Jaz ti garantiram, da so vsi evropski pro-tivi, mislim, jaz sem prepričan, da so vsi banali, sam da jih niso banali, da so vsi trovali. Ja, pač prav je verjetno. Pa si pogledaš zdaj te Killer Fish, 100 accountov z Max Betty, pa to, vsi meči, če pogledaš že od svoje 2 minuti pred začetkom meča, se kar odisvejo nerealno, ker nekdo postavi iz X accountov Max Bete, pa to je, jaz ne vem, no. Jaz bi zato unbanil, zato ker sem prepričan, da so vsi evropski timi to dela. In ni fair, pa. Res ni fair. Ja, druga opcija pa, da se banaš vse te evropske time. Ma ne, lej, pač, plačajo kazen, pač itak oni so bili prvi primer, pač. Nejc, komu naj plačajo kazen, realno, komu? Valvetu. Zakaj? Sam problem je, ker zdaj to je bilo preko nič škode narediti. Zato, ker to je edina opcija, da jih unbanajo. Ne, ker rabijo še kaj več casha vel, ne, easy. Ja, lej, jaz mislim, da če rečeš, da jim plačaš, lahko dobijo unbanom. Ja, fora je, da zdaj to je šlo vse prek CSGO Lounge, ki je pa obviously nereguliran, ne, ni neke agencije, zveze, ki bi vse to reguliral, da bi lahko njim denar dali in bi oni poskrbeli, kar ne bi, da bi našel denar
pravo pot nazaj lastnikom, ne. Tako da tle je zelo problematičen, že sam CSGO Lounge, če prejem pridemo do samih teh trov, ampak to je tema, o kateri bi se dal debatirati v 4-5 ur. CS Lounge, to pač edini razlog, zakaj je dovoljen, zato ker so te skini se ne tretirajo, kot da imajo sploh kakršenkoli real value uradno. Pač. In pač to je sploh ilegalna stran in ne more zaradi na podlagi te ilegalne strani pač, ne vem, banat igralce pač. Ne, no. Mislim, jaz ti povem iskreno, da če bi bil tako kot te iBuyPower, bi naredil čisto isto, sam da me ne bi dobili pač. In to delajo evropski timi in niso dobili. Ja, lej, dobili so jih samo zato, ker je govoril svoj baby. Ja, točno pač. to, glej, VPN, pa greš na druge akkaunte, pa Torej, smo prišli do noben te ne sklepa. dobi, nikoli te ne morejo dobiti, pač nimajo nobene povezave, ker se tvoji računi in skini se nikoli ne povežejo. Pač. Ja, pač Torej. speš se na friend listi met, ne. Smo prišli v Saj bistvu nimaš nekako bot do na tega. friendlist. Ja, se vem, glej, razumem, ampak to so Ti si imeli, ne. zmenen z nekim traderjem, da ti pol proda skine, ti mu daš procente in ne vem, pač. In sem prepričan, da so to vsi timi delali. In zdaj so bili samo prvi te, ki so jih odkrili in je bil cel škandal. Ne vem, jaz bi postavil nek standard za naprej, pač bena so jih za 1 let, postavil bi ben za 1 let, kdo si vejo, pa plačaš moraš, kukor ne vem, kazen pač, ne vem ko, nekomu. Ali pa vrn skine, lej, unim, ki so beta. Veš kaj, zdaj po 1 letu je to malo tako problematično. Pač to bo vedno problematika, ker nekateri zagovarjajo, pa se vidimo že tle, vsak zagovarja nekaj drugega, ne. Po drugi strani je spet problem, da če vsem pogledaš kroz prste ali nobenemu, pa kako boš retiral vse, ne. Zdaj verjeten je velik iz njih primer hotel narediti, če ne drugega za druge pro ekipe. Zakaj pa bo... Druge projekte so to tudi počele in to nima nobenega pomena, pač, če predpostavljaš, da so to res počele. Pol nima to nobenega pomena, pač, da so karkoli naredili. Pač. Zato, ker tudi iBuyPower so dobili sam pod debilnosti enega modela, pač, ki sploh ni bil v ekipi. Če v končni fazi pozamemo, so bile ženske tle krive, ali kaj zaradi tega, ker je pač ja, pač ta celotna situacija je velika zmešnjava, ne, ker tle je zdaj ful problemov v zadnji od CSGO Lounge do tega, da več zaslužijo s tem, da pač frauajo na stavah, kolikor jih dejansko plačajo, ker takrat iBuyPower sploh ni imel mesečne plače redne, ne. Tako da zmešnjava je cela situacija, bomo videli, kaj bo. Mislim, CSGO Lounge je ilegalna stran, realno ilegalna, kjer se dogaja underage gambling, ki bi ga mogli prepovedati. Se meni se zdi, da celo glede tega underage bettinga imajo kao. Glej, napisano je, da morajo biti 18 let, sam tega ne enforcajo. Ko boš to na spletu enforcal? Se en, ki se je pogovarjal z adminom, je lepo screenshot limo gor na CSGO subreddit, ki je admin lepo rekel, da itak najo tega enforcal, zaradi tega, ker admin sam je mlajši od 18 let. Tako da to je čist brez veze. Mislim, nekaj se res mora urediti glede tega, pa tudi če Valve prevzame pobudo, pa naredi svoj betting prek skinov. In so te skini zaklenjeni izključno noter v Steam, tako kot imajo pač zdaj njihov marketplace in potem tle ni to profitabilno bilo. Pa samo na lanih se da betati, ker pač online je brez veze, ker se dogaja, da dos vsak fucking match, pa. To je... Ja, to bi mogel ukiniti. Verjem mi, da ta manjša lana tudi Insomnio lahko brez problema dosajo. Ja, sej vem, ampak govorim, da jaz bi sam na majorih imel betane. Kaj, recimo zdaj ESL One Cologne, predpostavljam, da poleg stikerjev bi lahko še naredili, da lahko s temi stikerji v končni fazi betaš, si kupiš stikerje za 5 € in to uporabljaš za betting. In s tem lahko tudi preveri, da si ti 18 mogoče, če jim dejansko pošlje sken osebnega dokumenta. Imajo eno verzijo tega, da imaš bracket, pa noter daješ svoje, kako predvidevaš, ne? Da dobiš coin, ali kaj je že, trophy. Skratka, to je njihova verzija tega, bi jaz rekel. Ampak dvomim, da bodo prišli v direkt to CSGO Lounge varianto, to je... Pač vseeno je preveč shady, pa grem na sivem področju si pa in ne veš, kje te lahko kdo zadane. Oni so pač prevelika korporacija, da bi lahko delali to. V primerjavi s CSGO Loungeom, ki je registriran v Južni Afriki, pa okej. Veš, zakonodaja tam, pa zakonodaja v Ameriki je, glede gamblinga, underage gamblinga je verjetno malce drugačna, no. Malce, čist malce. Zakonodajne mogoče to, kakor standardi glede organizacij, ki to nadzirajo. Ne, glej, razumi, tam je kongres, to so taki bimboji, to se grejo z vsake malenkosti noter. Tega verjetno v Južnoafriški republiki ni. Realno. No, glej, pustimo zdaj to.
Gremo po seznamu naših tem naprej, no, ne pa da se dele 20 minut tule pričkamo o Ja, gremo naprej. Ki je pač taka tema, na kjer se lahko fiksiraš in si 2 uri tu, no. Skratka, če gremo nazaj na tole, sam namenjam jaz sceno. Si ti rekel, da moramo mi na neki govoriti? Jaz sem mislil, da morate govoriti o unomu, kaj je ESL1 Cologne. Ja, vse smo posredno prišli na betting, kar je velika aktivnost na ESL1 Cologne, ne? Pač cifre so res nenormalne. Veš, kakaj bodo tu cifre? Jaz mislim, da bo tu 1,5 milijona gladko. Twitch ad, blame Samek. Da bo Concurrent 2,5 milijona, mislim, no. Ker je bilo milijon neki na unu prejšnjemu, ne, pa je pač bil beden men. Realno. Zdaj, če bo imel malo boljši panel, da bo Torin tam, pa take. Torin nav nikoli več na ESL-u, ki jih je to razpisal. Meni je tako, on je tako fajn, pa Richard Lewis, pa Sir Skuca, to imaš, perfekt. Zdaj bo sta Pansy, D-Man, pa Joe Miller. Ne, zdaj bo Pansy, pa Machine, pa kaj je Jason Kaplan, pa se hočemo biti. Ja, vsej pa D-Man, pa Joe Miller. Joe Miller, pač to so te, ki jih imajo zaposleni, ne, se je logično. Pa to ni fair, gledaj, to se meni zdi pravilno. Te so bili tudi na lolo skozi. Pač njihovi zaposleni so, to je tako, da bi ti na speci eventih enega random XY furo pred njimi, pa verjetno bi mu mogel še več plačati, ok, če bi zdaj te lani karkoli bili, da bi se komorkoli kaj plačal, sem posma to. Kaj sanjaš? No, skratka, gledaj, smo pri Operation Bloodhoundu. Ta se je začel zdaj par dni nazaj, teden dni, recimo temu. Jaz sem si ga kupil, pa nisem igral čist niče, tako da mi je prav mal bad. Videl, da ste že kaj igrala? Ja. Jaz si bom kupil in si nisem kupil. Zakaj ne, gledaj, coin dobiš? Ja, samo like shiny stuff, pa doesn't even sparkle, ne, mislim, groza. Ja, sem kupil in probo. A to rabiš denar pa? Ja, $6 stane. 5,50 je. In kaj dobiš? Dobiš pa misije dobiš, pa case dropa. To je v bistvu zadeva, zakaj večina ljudi to kup. Ti kupaš Operation, dobiš 2 case dropa, imaš 8 evrov nazaj na s tem računu, pa s tem cash dobivaš. Ali pa pač zato, ker pač hočeš malo podpirati, recimo FM Pona, ki dela season pa te zadeve. To je celotna fora Operationa. Ok. Ja, pa leaderboard dobiš za matchmaking, kar je zelo brez veze, ampak ok, it's something. Že tako si govorim, da nočem nikoli več matchmakinga igrati vsak dan, ki ga igram. Točno to, ne? The irony. Zakaj bi kupil coin, da bom igral matchmaking? Pa si rad kupam, a je zdaj to tu. Se smo neč mi. Eseja je pa tudi zdaj konkretno. Se ne inštaliram nikoli več. Cevo, gledaj, Cevo po moje, realno. Tuk slabi, da... Pa Cevo ima v redu ligo, matchmaking na Cevo, to Cevo pagi, pa če bi naredili matchmaking sistem ko ESA mogoče, ampak ni dobrih igralcev. Ne, veš kaj, pač mogli bi dejansko sortirati po efficaciju, ne pa isto kot pri ESA, da sam random noter meče. Ja, pa. Tam igraš z enim, ki ima 20, pa z enim, ki ima 6, ok, I can win this. Ja, ne, ok, se pustimo. No, enotri je no knife, gledaj. Koliko imaš pa ti? Kdo, jaz? Ja. Jaz sem imel 11. Kaj? Ja, to je kar da, a to je dobro. To je tako, da imam več kilo kot detov. Cel ponosen. Pustimo. Ok, Operation Bloodhound, no, če malo preletimo zdaj značilnosti za tiste, ki mogoče niso kupili Operationa. Pač v bistvu gre se za to, da če se kupa Operation Coin, se dobi ali ne. Ne ga kupati, sem jaz rekel. Ja, ne ga kupati, no, ampak pač gre se za to, da v tem Operationu je zdaj nov case, 3 novi skin collectioni, mission sistem, nek level sistem, kar mogoče bi se lahko debatirali, da bi bil za kaj drugega uporaben, recimo. Definitivno bo. Za matchmaking limite, ker 8-urni accounti na matchmakingu ne vem točno kaj delajo, ampak... Rekajo, gledaj, normalno rekajo tisti 8-urni accounti. Ja, Global Smurfy. Celo sceno. Global Smurfy na SMFC-ju z 80 fragi, completely legit, ampak okej. To ima hiter sens, da se tako vrti. The corner picks you. Ne smemo ugiti v to, gledajte, to je sam cancer pol. Ne vem, Koliko so ti novi knifei kaj vredni?
Grem pogledat na Steam Market, sam zelo možen je, da so v bistvu da so dražje povečali. verzije prodajajo prek tradanja, ne. Zdaj, A je to čisto USP Torg? Lega, USP Torg. To sem pa videl že kakšno let nazaj, ko so ga naredili. Vanilla Falcon Knife se trenutno prodaja za $197 na Steam Marketplaceu, tako da kar za dosti denarja grejo, no. Tako bomo rekli. Najcenejši je €180 celo. Pa okej, no. Skratka, meni se zdi to, da bodo te ranke imeli zelo fajna stvar, da pač naredijo, da moraš biti level to pa to, da lahko igraš sploh matchmaking na nekem nivoju verjetno, ne. Vse, če si silver ali kaj je ono najnižji, ni problematično bistveno. Pač v bistvu meni se zdi, da bo to, ker to zelo zgleda podoben sistem Doti 2, kjer pač tle isto, dobiš za levele, dobiš drope, tam dobiš za levele isto neke gifte in če ti nisi level 13, ti ne moreš igrati ranked matchmakinga. Pika. Ja. In možno, po moje, no, da bojo ta sistem uporabili točno zato, ker folku je že počasi dopizdali, da so sami novi accounti v matchmakingu. A veš, kako je v LoLu? To moraš priti do level 30. Ja, Da pa moraš imeti grindati 15 2 leti skupaj, stari. V LoLu pa rabiš konkretno en mesec naprej sploh do rank, Ja, ne. ti tisto, to je da- res. Ja, res, pač. Da že kar A tako bi reč mogli kvitneš celo dati. igrico. Ne, ni cool. Veš, ne, naprimer, Unika ima stare accounta, ne, ko so pač v Season 2 pa takrat, pa ena, je bilo zelo hitro, da si prišel do level 30, ne, zdajle, pa to je tak glup grind, jaz sem do 20 prišel, pa igrica mi zasmrdela, pa sem začel Counter-Strike igrati. Ni boljšega, kaj je ena igra LoLa, po 4 mesecih, da te spomnim, zakaj ne igraš LoLa, ne. Gospod, zdaj skozi igram spet LoL, vrga. Res je huda igra. Te ne, sam flashy shit pa flashy shit. LoL več nema flash, ampak okej, ja, mi smo na CSGO Ja, talk show, ja. točno to, ja. Sicer se ga tudi velik igra. Več kalo. Ja, Oh, matchmaking praviš, ne? Ja, pa Faceit zdaj. Faceit zele, prav redno ligo ali sam kaj so gamey? Ne, tako, Uno pač s kolegi. trobento. Ja, zdaj so So dal spremenili, možnost, da izklopiš. za free. O ja, prej si mogel plačati €5, da si imel pravico, da lahko izkopaš tisto trobento, da ti ne razbije bobničev. Kakor se mi je to zdela dobra ideja. Pa gledaj, se tak zvok je, da si opazil to definitivno. To si opazil, tudi če si mrtev bil, si opazil. Ampak ja. No, okej, da gremo naprej na Epicenter LAN 6. Kaj pa ta Bloodhound, to smo že govorili. List Ja, dele, gledaj, ja. cel čas, da smo govorili o Bloodhoundu. Ta telo noč je full lep. Tam to. Pač nov noč, novi skini, nov case, se ni kaj veliko zapovedati od Operationu, ker razen level sistema, ki smo ga obdelali, ni kaj veliko novega preneseno. Pa tudi ta level sistem. A to Nove je, mape, to je, no, nove mape. pa dobro, samo to niso competitive. Kaj ne, Season? Season je not, kar je zanimivo, in Agency, v bistvu, če se še na hitro tega dotaknemo. Season je bil že A ni Season bil že skozi noter? Ja, Ne. ne, Season je bil prejšnjo Operationu in zdaj delajo podobno kot pri Cashu, ki ga dajo še v naslednji Operation. Tako da Season skupaj z Agency, ki je tudi bil že prej noter, se znata znajdati v normalnem mapulu dejansko v igri noter hmal. Tako da se zna zgoditi, da se bo mapul za competitive spet kaj spremenil dokaj malo. Ja, Pa ti gledaj. veš, da je Agency hostage. Vem, da je Agency hostage, ampak pač Agency bo sam tako v igri, ne bo šla v matchmaking. Zaradi tega, ker Agency je v bistvu do vseh hostage maps daleč najbolj popularna postala, pa je bila samo Operation mapa, ne. V bistvu tudi te, ki igrajo competitive, so zelo radi igrali, čeprav ne matchmaking, ampak samo zato, ker se za hostage mapo neverjetno dobro igra, no. Jaz sem jo igral dosti. In Pač gledal, tako- samita, pa te booste. A poznaš, kaj je to mapa? One Ja, dve ja. booste? Res Mapa fajn. je na nivoju, tako pač ne bo nikoli v competitive mapulu, problematika hostage map, obrnene ekonomije in celotne zmešnjave, da pač igra ni balansirana okoli hostage, ne bo nikoli v competitive matchmakingu, ampak je pa dobra mapa, no. Pa fajn za Okej. igralstvo, no. Epicenter, Oh, končno. Epicenter LAN 6. Oba sta bila tam, jaz sem tudi bil tam. Po sili prilike, drugače ne. Skratka, ja. 23-24 maj. Z začetkom ob 10. Ob 10. V Celju, skratka, ja se je bilo ob 10, Ja. ampak zvečer. Ja, no, glej, ne, ob 8 se že realno CS:GO. igralo, no. Ob 9. Ob 8 smo mi še serverje rihtali. No, ob 9, cool.
Pustimo to. Skratka, bili so turniri v League of Legends, tam sta bili 2 ekipi. V Hearthstone je bilo, mislim, da 13 igralcev, FIFA pač bolj bad. Dota isto, Magic je bilo 6 ali 7 igralcev, medtem ko je bilo za... kaj je bila še ena igrica? Aha, za Minecraft. Minecraft so bili 2-4-4 ekipi, medtem ko pač Counter-Strike Global Offensive vzel večino celega prizorišča s 15 ekipi na eventu. Zdaj, če mi lahko povesta, tam sta oba igrala, ne? Kakšen je bil to nivo glede na slovensko sceno? Je dosti dobrih igralcev manjkalo? Manjkal je kot prvo Tactilian, ni bilo pol Exactica, Luluja, to so te, ki se pretimija, Waja ni bilo, Bomi. Koga ni bilo? Waj, kdo je to? Wa, dvojni Vah. A ja, Vah, ja. Ja, pa Nottinga ni bilo. Ja, NTG-ja, Nottinga ni bilo. Tako da pač nekaj jih je manjkalo, nekaj jih je pa bilo. No. Pa Surveja ni bilo. Ja, manjkalo jih je dosti, no. Sem so bili pajeni. Bilo je še za eno ekipo dobro, ful, ko bi po moje tam vse premagal. Meniš? Po moje, itak. Pač vedno je fajn imeti čim več, čim boljših ekip, ne, tle je itak. Boljši je nivo, boljše vse skup. 15 ekip še zmer se mi zdi, da je kar v redu, glede na to, da igre so bile kar close, to če mogoče to pomeni, da ni bil res nek najvišji nivo, ne. Ne, bilo je hudo igrati. Čim več, a ne? Hudo je, da je bilo vsaj 15 ekip, pa niso super, pa za Slovenijo. Tako. Pač dobro, niso manjkali eni igrači, zato ker pač niso mogli, ali pa ni bilo pač... Ampak itak, pač vsi namen je bil druženje, pa zabava. Ne, to ni, glej, to tista glavna dva motiva, to je tudi igranje, tista chillam. To. Pa igranje, pa že dobrega CS:ja. Ja, vse, glej, skratka, daj, če malo pokomentirati, kako je bilo s serverji, kako je bilo z elektriko, z internetom. Pač Elektriko. Jaz težko govorim, ne, zaradi tega, ker sem zelo biased, ne. Bolj biased bi težko bil, tako da, kar. Najbolj, da kar Sevi začne, pa bom jaz pol še povedal na moje izkušnje svoje. Ne vem, ja, Jazzmanu so izklopili med eno igro proti Primecem, po moje, da najprej elektriko, moj en izklopil, kako je izklopil komp, pol net, po moje pa še en butno miško, pač, pa ne vem, mislim, da so mu izklopili elektriko 2-krat, pa 2-krat net, a pa so 3-krat, a pa 4-krat. V glavno pač, ne vem, folka se odklapla, pač ne pas na druge in itak je nek solti, da mora iti domov, ne? Case in point. Ja, določene osebe so bile rahlo posoljene, ki so šle slana, ampak pustimo to, no. Tako da bi v solinah živeli, glej, pravim ti na Piranu. You want some fries with it, Sol? Ja. No, anyway, skratka, no, meni se je osebno zdaj v redu event. Probal sem dobiti kar se da veliko sponzorjev. Na koncu, glej, dejstvo je, da je bila to nova lokacija, na kjer nismo bili uigrani, definitivno ne. Pa je pač bilo na začetku problemi z elektriko in internetom, pol je na koncu delalo vse, tako da vsaj to. Serveri so bili koliko toliko v redu, razen onga komenda za damage, to bomo zdriftali na naslednjem eventu. Ej, čaki, pa še, format, ne, zakaj pa niso bile grupe po 4? Se meni je bilo drugače všeč, koliko je bilo. Veš kaj, pač BO celanje in hočemo, da se kar se da veliko igra, ne. Ja, štekam, da vsak. Nočemo narediti, da pride človek na event, ne, pa se mora pripeljati svojim kompom, vsem to se pripraviti, pol pa odigra 3 one-sided game in gre domov, veš. Bad je. Ja, štekam. Pa še eno vprašanje, zakaj... Ne spomnim se zdaj, čekaj. Vse je kar cool, lahko se pogovorimo o možnostih, kaj bi bil boljši format. Ne, iz tega vidika, kakor si povedal, je to zihar najboljši format. Format samega vidika čim več igranja je bil najboljši glede na časovne omejitve. Ja, lahko bi se zdaj delal best of two, ampak to bi zdaj rabil ti še en ekstra dan. Sam da ni tako, kot je bilo na Radioactive, Svoje je bilo super, se mi zdi. Ej, zakaj ni bilo več serverjev? V bistvu to, ja, ker v bistvu... Če bilo več serverjev... 6 ali 7. 7 serverjev je bilo, smo pa... Sam se je vsem ful čakalo, ne? Na začetku. Veš kaj, zakaj se je čakalo? Zaradi tega, ker so ekipe šle na čik
Pa so ekipe šle na čik, tebe gledam, ja, tebe gledam. Mene, jaz pa nekaj Z vašim timom, tako. Sam na en čik gremo, sam na en čik. Mi smo bili skozi redi, čakali smo preveč. Pač, kolikor sem jaz razumel, se je šlo za to. Lani ne bi šel po sistemu, tako kot je bil v bracketu napisan in ne bi bilo nobenega čakanja, ker serverjev je bilo 7, igrali se je pa pač tok tekem lahko tok največ skupaj, ker je v eni skupini ena ekipa manjkala. Tako da serverjev je bilo dosti. Ampak mi smo prišli v bistvu do adminov, pred komu igramo naslednjo in se je v bistvu zgodil, jaz bom popizdil, in se je v bistvu zgodil to, da enostavno tista ekipa, pred kateri bi mogli igrati, po vrstih je že igrala proti enim XY, ki je prehitevala in so v bistvu igralci zrušili sistem, zato ker se jim ni dal čakati 6 minut na naslednjo igro. To je res, ja. Bomo s tem bolj striktni v prihodnosti. Sam veš kaj, spet je problem, če imaš dva hitra stompa, ne? Lahko igrata oni dve zmagovalni ekipi, pa oni dve loser ekipe, veš. Ampak to je spet tako. Moraš pol gledati, če se boš strogo držal, lahko priješ do deleja zaradi tega, ker moraš na vsak game do konca čakati, ne? Lahko pa probaš tako dva hitra zriniti skozi, pa si spet zajebo, ker si tule imaš dva gamea taka, ki zaostajata in pol si čakajo. To je problem, ja. Glede na grad mora biti, če se dotakneta drugo pa tretje mesto oba tu. Ok, pač zdaj vem, na kaj napeljuje ta tema in to bo zdaj cela zabava. Ne bom sploh vajno, ne bom vajno. Ampak ok, pa če smo tako... Glede česa se zdaj vajno, sam da vem. Jaz bi rad vajno glede tega, da ljudje preveč pričakujejo, sam ne bom vajno. Ne, jaz sem mislil, da sploh ni nagrad, pa v bistvu so bile, pa hude nagrade. Uni Primisi so dobili Apex Legends, to je 100 €, pa una miška je top. G502. Ne vem, a ni to super? Mislim, jaz te podlage ne rabim, pa energy drink pa ne pijem. Ampak super nagrade, za Slovenijo, za bio. Že sam z vidika teh energyjev, mislim, to primerljivega energyja, ker to ni zdaj nek offer energy, bi ti prišel koliko, 24 x €10, to bi ti prišlo že samo po sebi skoraj okolo 28 €, ne. Že sam to je kar dosto, če se dobi pač sponsorska. Ampak, a si probal te energyje prodati, pač, ker to se ne proda. In če jih ne piješ, jih laš samo en model. 90% ljudi jih pije. Ej, sej vi, se javim, prines mi plato. Jaz sem jih dal našim, pa sem rekel, da zdaj. No vidiš, pa glej, na koncu ste kompenzirali, ne, to je važno. Če ne drugega, pa tudi mi smo bili tretji, pa smo, ok, mogoče smo dobili pač koliko, 5 iger komplet, to je nekaj, ne, pač glede na to, da če ti greš tja... Ni neki velik, res ni neki veliko, glej, tako je. Ampak ti priješ tja zato, da tekmuješ, ne zato, da nagrade pobereš. Se mi zdi, da veliko ljudi to točko sfali. Ker mi smo prišli tam popolnoma brez pričakovanj in smo na koncu končali tako tretji. Mi smo pomislili, da bomo prišli pač tam ali igrali pa whatever. Vzamemo to kot pozitivno presenečenje. Tisti, ki pa zdaj hočejo nekaj tryhardati za prvo mesto in zapustijo lan rahlo razočarani. Ja, nec. Pa ne omenjam zdaj tle sebi, ampak omenjam kjere druge ekipe, ki so pa res prišle tja, zdaj bomo pa mi igrali na zmago na prvo mesto in pol je pač bilo malo to čustveno parkirih. Čustveno, predvsem to. Dobro. Daj, povej mi eno čustvo. No, Med se je kar najdel na spici vprašanjih. Za začetek. Glej, pustimo, ne smemo biti taki, dejstvo je, da je igralec dober, sam pač mora biti malo bolj skuliran. Format ni vse. Ne, price pool je bil za Slovenijo pač soliden, hoče mene prav. Ja, glej, jaz sem zapravo maksimalno trudil, če bi dobili več, bi dali več, ne. Veliko bolj, ko gre pa na Hrvaške, ki je prva nagrada neka matična, pa kao 500, ne vem koliko, pač na osebo, pa pol nič ne dobiš. A ni pač bolj, da vsaj se dajo nagrade, kakor pa da folk pride pa zmaga, pa nič ne dobi. Pač vedno je to najboljš. Pa tudi, če je sam tako neki res minimalna vrednost, dejstvo je, da je še zmer nagrada in že to ti je v redu. Neki domov odneseš, ne, to je. Ja, pač počutite se wow. Razen tega, da si zjeban, ker si mogel nalaniti, pa tam spal cel bogi, pa... Ali pa nisi spal. Ali pa nisi spal, no. Aj ne, ti si spal, jaz sem te videl. Jaz nisem spal! Wizi. Smo videli intervju ob 7 zjutraj.
Ja, sej tako je bilo večinoma ekipo. Pol 7 dobiš SMS, zdaj gremo matchmaking, da moram spati. Ja, okej, pa gremo, ne. Tako je bilo, redko kjer je spal, večinoma so komirali za računalniki, kar je bilo v Veš, bistvu. kako je spalo, star, tam v uni učilnici, ne, ker tista ta velika, da so spalno, tam je bilo čist polno, a pol po celi šoli so se razporedile. A to je tista učilnica, ki se ji ni dalo do zunaj odpreti. Veš kaj, jaz sem ključe pozabil v Murski. Tisto, ven si lahko šel, noter pa nisem mogel priti. Temu se pravi safety. To je to, da ti nič ne morajo ukrasti. Požarna varnost na Višku. Okay. Všeč mi je, da naprej imaš napisan prihajajoči dogodki v Sloveniji in Balkanu in pa ima sam slovenske stvari. Zato sem mislil tebe tudi dodatne, da boš ti kaj rekel, da kaj se dogaja, no? Zato, tako je bilo mišljeno. No, Ja, Gaming Paradise. zdajle mi je... Kaj? Gaming Paradise je največja stvar na Balkanu, kar se dogaja. No, ok, gremo na prihajajoče dogodke na slovenski pa tuji sceni, no, da bo Sejvi srečen. Epicenter LAN 7, to zdaj se pač direkt pretaka z tega, bo v Murski soboti 11. in 12. julija. Verjamem, da bo malo ljudi prišlo kot v bolj centralno lokacijo v Celju, vseeno bo, pač tam je, dejstvo je, da tam internet pa elektrika zdaj že preizkušeno delata, ko bo to naš 4. ali 5. dogodek tam, to je zdaj že zazihrno. In stvar dela. Pa tudi price pool bomo zdaj sem v procesu iskanja sponzorjev, tako da bodo announcementi počasi začeli padati, pa to je to. Drugač, razen tega bo še potekal turnir od Counter-Strike Slovenije, Best Aim Slow, 14.6. Ogris, ti lahko nekaj več o tem poveš, kako sem slišal. Ja, v glavnem to bo en pač vikend turnir, nedeljo od 2 do 10 za tiste, ki zanima. 16 ekip, double elimination, finale best of 3, pač za ljudi, da malo pridejo, imajo eno gaming nedeljo, če jih zanima, odigrajo proti ekipam, kjer miksi se vedno najdejo, Dactylion bodo recimo igrali, pridejo, probajo, igrajo, tako, pa nima se značke na profil. To. Nagradni sklad. Neki je, ampak pač gre se bolj za to, da je nek turnir, da se jih sproti igra, da je neki, da pač mogoče se kjera ekipa iz tega naredi, mogoče se kakšen mix le obdrži. Gaming nedelja. Razumljivo. Podobno go for LOL scenam, kot jih ima ESL. Skratka, moram biti, smo pozabili govoriti o STSL-ju, ne? Kaj se dogaja tam? Še STSL ima nagrado, stari. Še STSL ima nagrado. Same Da bi jaz s težkim srcem. organiziral turnir, pa res. Pa še jaz, če bi organiziral turnir, bi fucking uložil noster 150 evrov, pa naredil neko nagrado za prvega. Veš kaj, Res. problem je? Vlagaj, gledaj svoj cash, realno daj. Jaz sem ga že toliko dal. Vse bi dal, sam ne dam njim. Se to ne. Ja. Položiš nazaj vase. Jaz bom dal 150 evrov nagradnega sklapa, pa naredim top 5, top team, da zmagamo, pa sam nazaj zemem. Cool, easy. Samo ti si pretežek, da bi te kdorkoli pokeril do zmage. Pa ne govorim o saviju v svoji osebi, te razumeš? Ja, ok. Glej, razumi, težko je dobiti nagradne sklade za online turnirje, še dost manj kot za offline, ker offline na koncu lahko pokažeš sponzorju, ja, to je bilo, ne. Na koncu je pa online To je res. turnir neka taka stvar, ki je zelo neotipljiva in je realno ne moreš dobro prodati. Ker je tudi tako, ne, glej, kaj ste delali, neki so igrali na nekem serverju, pa pol nekdo zmagal. Tudi če imaš, naprimer, 2 ali 3 ure viewov, je to na koncu nič. Ker sponzor pač manjko številka mu je to, da vidi, da nekaj je bilo, ne, fizično oprijemljivo. Ja, sem lej, pa, mislim, ti, ne vem, jaz pa pač ne bi nič organiziral, ker itak s tem ne spodbujaš competitive scene, niti malo pač, s tem spodbujaš casual scene. Ampak okej, mogoče je to folk usede. Veš kaj, casual scena je dost več kot tiste hardcore competitive scene, to je tudi trek. Ja, sej je ni, pač, hardcore, vse v Sloveniji ni, ker ni zadost denarja, da bi sploh bila. Realno, gled, Rudi, zdaj me pelje me v to mojo temo, pelje me v to, da bi imel Winefest. Lej, pač Ne, lahko ne bomo komentiramo. vajno. Lahko Ampak pač jaz pokomentiramo. mislim tako.
Glej, ne moreš imeti toliko stvari, gled, če je naprimer realno 2 jurja igralcev v Sloveniji, Counter-Strike, to je optimističen pogled. To je meni čisto jasen, Nimajo kupne moči, ne moreš tega delati, glej, ne moreš, realno je premalo stvar. Ebi ga. Itak pač, se v Sloveniji ne more biti nič. Glej, imaš Gaming Paradise, to je tudi stvarca, ko bo, ne? Sam to organizirajo Srbije, ne? Gaming Paradise, ja. Ne, glej, firma je slovenska, Counter-Strike turnir bodo izvedli Srbi, to je. Ja. Ne vem, jaz sem se pogovarjal z Juričem od King Cash na lanu v Srbiji, pa je rekel, da... Ne, meni je rekel, da kar se je on pogovarjal, pa jaz mu 100% zaupam, ker ni tak človek, da bi bučil. Je rekel, da bo turnir izpeljan. Tako da... Turnir bo izpeljan. Jaz sem tudi rekel, dokler ga ne vem, pa osebno poznam že par ljudi iz glasbenih skupin, ki imajo že tam kao bukane nastope. Tako da, lej, organizira se pač, dela se na tebo. Jaz tudi ne bom verjel, dokler ne vidim, ampak če pa bo, hvala Bogu, stari, res. Hvala Bogu, da je neki. Ja, gledaj, če bo, samo vprašanje, če bo toliko ekip, da bodo... Ja, TSM pa ni... Ne mislim ekip, mislim obiskovalcev, pa ljudi, ki bodo tam, da bodo pokrili stroške, ker to je vseeno. V kar se spravili, ko je bil organizator pač na eventu na Epicenter LAN 7 in smo se pogovarjali o temu, pa je pač omenil, koliko 1000 litrov piva je kupil. Ko te človek ve, da je kupil več kot 20 000 litrov piva, veš, da to ni stvar, da dela v 100 takih evrov, ko delamo to mi, ne. On pač dela v 100, 200, 300 jurjev budžetu, 500 jurjev budžetu in vprašanje je, če dobi toliko ljudi, no. Mislim, se ne moreš primerjati kakšne Romunije ali pa česa tazga Slovenijo, niti približno, niti v CS-ju, pač tam njihovi igralci, ki streamajo, dobijo tudi ful gledalcev, pa samo v romunščini streamajo, ampak če pride na Dreamhack Bukarest, ni recimo, pa vsem dobi dosti gledalcev tak event, pač, pa vsem dobi dosti podpore, glede na to, koliko je Slovenija lepa, I believe, na Bledu bi pa mogli biti, ne. Pa se Portorož, kar se tega tiče, je zelo taka turistična destinacija, ne, tako da tle, Bled še ostane. Murska Sobota. Ja, višek slovenske turistične ponudbe je zagotovo Murska Sobota. Pač Portorož je dobra lokacija, tam naokoli na obali, Ankaran, Portorož, Piran, Izola, Koper, vse čez poletje sploh, tudi če septembra nabere dosti tujcev, ki pridejo tam iz Nizozemske vse posotne. Tako da lokacija po moje je skoraj da najboljša, ki lahko dobijo. Vprašanje, če bodo ljudje plačali tistih minimalnih 100 evrov za 3-day pass, no. To je tisti, glej. Zdaj je tako, meni se zdi, da so naredili one day pass celo, kar je... Na spletni strani ga ni, tako da glej. Nekaj sem slišal, da bo one day pass, kar bo 34 evrov. Zdaj, to je pa količina denarja, ki se mogoče kjer še počuti. Okej, mogoče pa grem za en dan pogledat. Sam pa, glej, zdaj pa primerjaj. ESL One Cologne, 41 evrov. Gaming Paradise, 41 evrov, oziroma 34 evrov. Tle zelo računajo na to, da to ni sam gaming event, ne, računajo tudi na to, da bo Muska, pa zunaj pač ta zmajska pivovarna, ali kaj je, pa mogoče se še kaj znajde in iz tega vidika je cena upravičena. Če ne gledaš, da je to sam gaming, ampak da je to basically nek festival. Tako. Jaz res srčno upam, da se bo to izpeljalo, zato ker bo to Slovenijo vsaj malo dvignilo. Jaz grem definitivno tja, tako da bomo pol videli, no, kako bo. Greste videl zraven? Ej, ne vem kako bo, ne, september je v končni fazi čas izpitov. Pa to zdaj narediš junija, dečko dragi. Nič ne obljubam, ampak bi pa najrajše šel pogledat, ker se mi zdi, da nekaj takega, če jim uspe, ne, pravilno in korektno izpeljati, se splača iti pogledat. Ja, za naslednjega pa sam malo boljš spletno stran bi jaz rad videl. Ne WordPress, ne. Ma ne, se imam tudi WordPress spletno stran, samo je pač drugačne. Imaš WordPress v slabem pomenu beseda, pa WordPress v ok pomenu beseda, no. Pustimo. Skratka, ja, Zmajska pivovarna bo eden glavnih ljudi, pač organizacij tam, ki bodo zagotavljali veliko piva, no, res veliko. No, pivo bo. Meni pivo ni bilo najboljše, ker je bilo zelo grenko, nimam rad pelelov, ampak pustimo.
nekaj se bo že našlo kak stout. Vidimo, da so s fitnessi sponzorji občina Piran. Vprašanje je, meni manjkajo neki kaki Inteli, kaki Telekom Slovenije, Triglav, Mercator, taki sponzorji meni manjkajo. Ti si zdaj šel na BZC pa metal. Prosim? Ti si zdaj šel na BZC pa metal par firm ven, se zelo tako sliš. Pač fajn bi bilo, da bi dobili kjero slovensko firmo za sponzoriranje. Rabiš imeti nekega top shit sponzora, ki ti lahko fukne 50 jurjev, ne? Da lahko pol nekaj delaš s tem. Vprašanje pa je, koliko teh bo hotel sponzorirati tak festival, ne? Definitivno vprašanje, ja. Zaradi tega, ker zdaj že imajo neko pivovarno in Union in Laško sta zdaj po moje avtomatično ven, ker bi hotela ekskluzivnost. Zdaj imaš pa kaj še, imaš tam Musko, pa tako, no, ne vem, kje bi tle Mercator ali pa kakšna taka firma sploh prišla noter. Ja. Vse glej, imaš corporate responsibility kampanje, ti. Jaz tule, kje je Mija? Pod kakim timom ste vi bili tam, sevi? Kak team name? Beer right back. Ne, mislim Vjeverice. Na Unmu. Veverice? Vjeverice. Vjeverice, ne? A na E-fragu? Ja. Ja, Vjeverice. Vam je ratal? Kaj? Prijet na event. Ni to. Mislim na event, na finale na Gaming Paradise, mislim. A ja, ne, se nismo bili niti z ekipa, mi smo bili čisti mix. Čisti. Mi smo prvič igrali en dan prej v KGB-ju eno mač. No, če smo želi tle, bo še en qualifier, ki bo sicer v Sloveniji. Sem zdaj slišal že za neke ekipe, da bojo kao prišle Gamers 2, Kinguin, Rock. Zdaj pa je vprašanje, če ima kdo kaj več informacij glede tega, če bo mogoče kakšna prijava, da mogoče kakšna slovenska ekipa, če je Open Qualifier, se bo zagotovo tam znašla, ne? Več o qualifier. Jaz sem vprašal Juriča in ne vem, on je rekel, da še ne ve, a se bo dal. Zdaj tle v Srbiji je bilo, ne, pač zelo velik Open Qualifier, je bilo veliko ekip, ne, pač res, da so bile zdaj Infected Nation, Rock, G-Play, tako da, če bi bil še tle Open Qualifier, zna biti zelo zanimivo, ker je bolj... slovenska ekipa bi pa šla na event, no? Ja, najdel bi se par miksov, ne, ker bi pofilali te slote. Sej, lej, gre se za to, da zdaj... Jaz mislim, da če je priložnost, da bi vse skupaj sestavili nekaj... To je nek high profile turnir. Najmočnejšega. Ja, najmočnejšega. To je high profile turnir. In ti, pa če da bi skupaj trenirali. Ajmo, daj gremo, kaj bi bil line-up tega tima? Ne ti. Pač, ok, hipotetično se sestavil nek miks, ne, zdaj brez veze imena omenjati, ker to se... Ne, gled, that's the point, ne? Ne, point je, da ti tle greš... You want drama. Ja, itak da je drama, ja, glej. Ja, tle ti predstavljaš res Slovenijo v nekem smislu na res takem stage, ker bojo druge zelo dobre ekipe tudi še, ne? Ja. Ne sam pač te Balkan Championship, ampak res Kinguin, G2 ekipe iz druge po Evropi, nekaj, kar bo zagotovo streamano, gledano in zna biti celo na CSGO lounge, ne. Tako da tle, sam to, da se gre, je že zelo velik. Zdaj, kaj bo pa ekipa pa to, pa če se kaj doseže, je tudi fajn, ampak meni se zdaj pomembno, da sam gre ena slovenska ekipa. To je pač pomembno, da Slovenci začnejo dobivati experience, LAN experience, high pressure experience, ker jih noben nima pač. Zakaj moraš znati TSM? Pogledaj TSM so failali en let, pač so čovkali, pa so vsi experience playeri, ampak ne vem, pač, a veš, tudi njim rata laži čez čas, pač, ker si desetič v finalu, ali pa prvič je ziher razlika, pač, mislim, ali pa tam v polfinalu, nekaj se spada, pač, ampak tako, ne, oni so grindali skupaj dolg časa in so prišli nekam. In verjamem, da jim je zdaj drugače igrati, kot jim je bilo na začetku, tudi kar se tiče izkušnje, ki se je dala za sabo LAN experience, pač in teh high pressure situationov. Tako da je ziher, Slovenci, če je opcija, da pridejo pa igrajo proti kakšni hudi ekipi, tudi če so postompani, je treba, da grejo pa za experience, nujno. Samek, zakaj top slot CSGO line-up? Ne, moram menjati, okej, no, da ne boš jezel. Random. Pač zdaj, okej, če zdaj že ustrežemo hipotetično. Kjer bi bili top 5 slovenskih igralcev? NTG.
Sejvi? Kaj bi jaz rekel? Samo zdaj sem se Servaj? Jaz Servaj? ne bom dajal nobenega komentarja na to. In recimo še +2. Ampak meni se zdi nesmiselno, ker pač gre se za to, da zdaj mi sam naštevamo dobre igralce, ne. Gre se za to, da team play imeti, ne. ti rabiš v timu veliko več, kot sem dobre igralce. Rabiš res eno vodjo, ki je avtoriteta. Ninks. Avtoriteta. In ti rabiš tudi igralce, ki skupaj dobro funkcionirajo. Sej se vidi, da mu Kingu in super tim, ne vem kaj, ok, oni imajo še language barrier problem, ne moreš ti kar na blef se Sej mi staviti tudi imamo za narečje, glej, to je velik language barrier. Ja, res je, dejansko je, ampak pač lih to je ta problem. Oni imajo language barrier zdaj v obliki, da so različni jeziki in res so stare aimerji, ne vem kaj vse, ampak enostavno ti ne moreš nametati igralcev skupaj pa pričakovati, da bo ok. Kjer ekipe so rabile, se smo prej rekli, TSM, ne, koliko časa so rabili, da so nehali čokati, pa to je bilo leto. Da se neka res konkretna ekipa naredi, ti rabiš prvo ekipo, ki se bo sploh tako dolgo obdržala, ne. Zdaj top slot CSGO ekipa, sorry, jaz sem zdaj kjer bo zamenil, ampak lahko zamenjaš to s top slot CSGO mixi, ker res moj feeling je, da ni nobene ekipe v Sloveniji, mogoče Dactylion, oni se neki trudijo, ampak tako, da bi bila res top ekipa, ki bi konkurirala lahko, to se bo sam še mixal po moje. Pa mogoče sem se zdaj zamenjal. Zato, ker ni cache, ne, itak. Pa se, ne vem, mogoče pa bo kaj, sam, ne, če bi bila v Sloveniji bolj competitive scena, da bi se dejansko te dobri... Bolgarija je pač ene parkrat večja od Slovenije, pa imajo čisto v redu sceno. Ja, pa oni imajo tudi brutalne nagrade na lanih, pač. Ja, zato ker imajo velik timov, ne? Ja, vse vem, ja, valjda. Da se zrihta 32 timov na LAN v Sloveniji, pa da vsak dan normalno prejavljeno, Pa 32 lanov je bilo v Beogradu, na Open Qualifierju, v Beogradu, ker tam res vsi gikajo, mislim tako. Veliko ljudi, ja. Veliko ljudi gika, pač, veliko več, kot pa v Sloveniji. Ne vem, no. Se gledaj, 32 ekip je bilo na SCL-ju, tako da jih pač vsi pridejo na event, problem solved. Čist si. Ja, ne pridejo vsi, si to je problem. Itak da ne. Ne vem, no. Jaz upam, da je še pa ne zdaj pa naslednje let. Jaz mislim, da ekipa, ki bi bila skupaj, kjer so že, kjer igralcem ne manjkajo stvari, pač bi trajale ne pol leta, da bi prišel na top nivo. Kaj to misliš, tier 2, tier 3, tier 1? Tako, da bi to je težko reči, ampak pač to, da bi se dal reči za njih, da so dobra ekipa, pač, da so dobra, tako kot G-Play, pač, ki so res jaki, a ne, pa. Jaz mislim, da bi rabo pol leta za to, da bi res dobre igralce dal skupaj in da bi ratala res dobra ekipa, pač. Ne vem, mogoče del, mogoče manj. Pač politik, pol bi po failu pa, ker si enkrat, ti rabaš biti enkrat dobra ekipa, isto G-Play, so zdaj že ne vem koliko časa dobra ekipa in pol grejo na LAN in pofailajo in pač ti moraš biti kot dobra ekipa na LAN in failat, pač. In dobiti še experience in še, ne vem. Predvsem, kakor je Dejs rekel, je ful dobro, če si nova ekipa, da imaš folk, mislim, ne, če si nova ekipa. On je rekel za Američane, da so ful gimikov uporabljali, kako so nabijali Evropejce, da imaš ti tako kar splanirane, take res gej malenkosti z nekim one-way smokom, ki gleda samo en čovk, pa ga tam dobiš, ali pa kar neki, ali pa nek boost, ali pa nek no pop flash, pač, da imaš to za vsake rundo, da imaš par teh stvari v košu, a ne teh gimikih stvari pripravljenih, da probaš dobivati te early entryje, pač. Ne vem, oziroma predvsej, da si dobiš early advantage, tako je. Zajebanje to, no. Kaj pa mora biti kakšni novi igralci na sceni, gleda, zdaj, ko smo omenjali Savija, pa NTG-ja, pa ti, to so playeri, ki so že pač 5-6 plus let na sceni, gled. Kaj pa, ne vem, novi igralci, naprimer, Unhappy in podobni. Snipey, on je dober. Snipey, naprimer. Jaz ti Snipeyjem igral. Kaj bi igral z njim? Veš zakaj? Zato, ker je on že igra nek drug špil na high nivoju, a ne, in pol itak veš, da se to hitro prenese na drug špil, pač, ker tak pol ponavadi lahko... Lahko je vsem dober, ja, to, talent. Ne to, ampak pač verjetno, če igra ta League of Legends teamsko, razume komunikacijo, razume, kaj je treba govoriti, razume teamplay v CC-ju, hitro dojame, ki se popleša,
kako se drugmu krije, kaj je crossfire, ne hitreje dojame, kot pa nekdo, ki ne zna igrati timske igre na visokem nivoju. Pač. Nekdo, ki jo zna igrati, to dojame ful hitro. Za moje pojme. Po moje je tle to dosti problem to, ne. Zdaj ti iščeš nove igralce v sceni, zdaj pa se gre za to, da imajo starejši igralci prednost, ker so tle v sceni samo zaradi vidika tega, da imajo ful več izkušenj in to je v CS:GO zelo pomembno. Pač zelo se veliko govori o temu game sensu, ne. In to nekateri ga lahko očitno hitreje poberejo kot drugi, ne, ampak problem je, da tle bojo vedno imeli prednost igralci, ki so že dlje na sceni. Tako da zdaj CS:GO je še zmeraj relativno mlad v CS pogledih in če je kjer, ki ga igra že od 2013, mogoče čez leto, dve bo imel gamesense na nivoju, ki je potreben, ampak sem opažal pri novih igralcih, imajo dober gamesense, ampak tle zdaj govorimo o zelo high level, ne, to je pa res elita smetana, tistih 0,5% in da ti prideš v to, rabiš pač igrati in sam igrati. Se zato zdaj spet to te turniri pa te LAN eventi, ne. Težko je CS je res zelo zahtevna igra, ena najbolj zahtevnih iger, zaradi tega, ker nisem raw skill. Ja, pa morajo te polnati, te dobri timi, ne, pa dobri igralci, da vidiš, kako te on, čez kakšen smok ti on vrgel, kako so si oni pa flasha, te stvari pa ti vidiš in dojameš in pač probaš še pri sebi jih sam skupirati, ne, pa gledaš demo od Existence ali pa kogarkoli, recimo, vidiš njegove pop flashe, pač in pa prav skupirati, ne. Veliko je tega, veliko se moraš naučiti te igre. Ker zdaj recimo ti lahko rečeš, ja, ta pop flash je dober v tej pa tej situaciji, ne, ali pa ta smoke vržen, se bo to zgodilo, ampak ti boš to začel, pač moraš v podzavest spraviti in razumeti, kako vse to deluje med sabo in to ti pač s časom dobiš. Sam to še folk, až kaj se mi zdi, da folku najbolj manjka, recimo razumevanje CT rotacij, v bistvu CT rotacij, primer, da si ti kaše, ti site in greš te ven mid in recimo, da so bili glih 3 CT mid in da si ti da so se potredali in si sam ti preživel in veš, da so še 2 CT-ja, ne, pol, ne vem, folk ne razume točen, glede na pozicijo, ki so igrali CT-ji, ne razume, kje so drugi CT-ji, na kakšen timing so lahko druge, kje bo lahko, pač vse te timinge oziroma razumevanje, če bo roteral, če me je spušil zadaj, bo, ne vem, čez 5 sekund verjetno klej ali pa me čaka zadaj, če je z roterom gleda short, pač vse te stvari se mi zdi, da so zelo težke in folk ne dojame dosti hiter, še posebej v klačih se najbolj vidi, no, da folku ni jasno, kje jih bo čakal, ne znajo, če pomisliš CS, kaj enkrat znaš pikati angle, ti sam pikaš folk pač pravilno in je full easy pobijati, pač. Sam če ti ne veš, kje je ta angle vnaprej, že tako, pač, to se mi zdi, da se najbolj vidijo izkušnje, pač, ne. Ker se mi zdi, da je dosti igralcev mogoče od mene boljših v aimu, sam pač ne poznajo tudi dobro teh anglov, no, pač. Mislim, zase sploh ne ima tudi dobro, to da, ne vem. Sploh ni pomeni, ne rabiš sploh aima, če ti znaš popikati lepo, imaš križec na njemu in easy. Ja, sej je tako, pač tle se gre za ta nek notranji wallhack, če lahko temu tako rečeš, ko veš, kaj bo nasprotnik naredil. Ja, in to je se mi res, zdi, da najtežji igralci dobijo. ker se ve tudi v prvi ekipi. Enkrat rekel, ali ne vem, kjer se igra, kjer zmaga on, ki naredi manj napak, pač vsi proji delajo napake in to velike, pravne huge blundere, vidiš jih, pa ne vem, če ni igre, ker tudi tier 1 ekipa ne naredi blunderja, pač, ampak tako je, pač. Unka bo naredil manj napak, unka bo dobil nekaj pozitivnega iz nasprotnikove napake, ki bo znal izkoristiti, ki bo dojel, kako, da bo razumel napako, ali pa da bo videl overrotate, da se bo dal pokolati, to je endless, no. Ta igra se je toliko zahtevna, kot nobena zame. Ali pa StarCraft. StarCraft je dosti težji po moje, dosti. StarCraft je mehanično res neverjetno zakompliciran. To pa hitreje tipkajo po tipkovnici, kakor jaz sploh dojamem, ali pa je možno zame in razumejo tudi, kaj delajo, sproti, kaj to delajo. Jaz ne moram tako hitro mlatiti po njej, kako on lahko učinkovito klika, ne.
pač lahko misliš zase, da ful hitro pišeš, kad pišeš 110. Kad pišeš 110 besed na minuto, pol povedeš v StarCraft, pa vidiš, da si totalen loser pri temu, ne, tako da ja. StarCraftovci so res nori, tudi fighting gameplayerji, vse ti komboti in kako morajo manipulirati s tistimi fighting stiki. Pa tisto so že master refleksi, po mojem, bi jaz temu rekel bolj. Ja, ampak tudi to je del skilla v končni fazi, ne moreš sam reči, da zdaj za to ni skill, ker se to pač muscle memory napifla, ne. Ja. Recimo, če primerjaš to z nekim LOL-om, ki je narejen pač v bistvu zato, da se ga lahko čim hitreje pobere, potem pa čim bolj pil, ne, na high skill levelu. Pa čakaš, da ne rata si uvek. V primerjavi z recimo CSGO, ko vidiš masivne razlike že med recimo SMFC pa Legendary Eagle, ne. Sam tako je tudi v LoLu. Jaz mislim, da je LoL res igra, ko je mogoče easy to pick up, sam ekstremni hard, ne. Sam pač recimo pri LoLu, ne, če bi ti primerjal Platinum pa Diamond, se gre za to, da Platinum nimajo spiljenega dober skilla, ne razumejo še tistih full teh stvari v igri, recimo Jungle Timerji, nimajo tega game sensa, ne. Pri CSGO-ju pa ti lahko opaziš že sam razlike v emu take masivne, da se skoraj kadi, ka mogoče pri LoLu ne izstopajo toliko, ampak to je sam zdaj moje mnenje. Jaz pa mislim, da je glih, do Diamond rabiš samo mehanike, sploh si lahko največji rabiš samo mehanike, pač, res. Za Diamond sam klikaš, ja, sam klikaš. Pač ti boš dobil lane, proti nekomu, ko nima dobrih mehanik, boš ti vedno dobil lane, pač. Vedno. Mislim, če si ti dober za, ne vem, Diamond 1 na laneu, pa je on dober za Platinum na laneu, pač se sploh ne more pipan, pač ti ga boš nekako outradu, ali ga boš pa overfarmu, nekaj boš, dobil boš nek advantage in ga boš izkoristil. Vsaj tako jaz pisal, no, da se... Isto v StarCraftu se mi zdi, da ti rabiš najprej dve leti na hard trenirati, res na hard mehanike in ko ti dobiš top level APM pa mehanike, pol se šele v bistvu začne igra. Ja, točno to, ja. Do takrat je sam živciranje pa se hočeš ubiti. Res, pač. Nimaš kaj delati brez mehanike. Supply block. Ja, žal. No. Kaj smo šli skozi naš seznamček tem? Več ali manj, malo dodal še ekstra. Pa itak, glej, vedno mora biti nekaj ekstra. To smo pač mi, ne? No, pa če se dotaknemo zdaj te teme CSGO versus drugi e-sports, ne. So pa tudi določeni e-sporti, kakor so recimo Hearthstone, kjer je pa čist drugačna zadeva, ki pa deluje popolnoma na, RNG, to ono, drugo, tretje, ampak deluje popolnoma na principu, da ta mehanike več ali manj sploh niso pomembne, ker vsak bo zna karto klikniti in jo povleči pač na igralno polje. Mogoče z tega vidika zanimivo gledati druge e-športe, ki funkcionirajo samo z vidika razmišljanja, no. Pa ne, glej, me se zdi Hearthstone dost preveč random, no. Dost preveč je odvisno od sreče, kar potegneš, ne. Pa zato tudi ne more uspeti tudi tako pravno v Sloveniji, ker je vse en igra s kartami in bodo to vedno dol pogledali totalno. Naprimer, Counter-Strike pa ni nič povezano s tem, pa realno bi lahko to šport, realno. Problematika šport, ne šport, e-sports, te je... Ali sta neki bojo še na temo Hearthstone? Ja, go. Ja. Pri Hearthstone je problem, ker jaz ga igram, veliko ga igram pač. In problem je zato, ker se sploh ne da comebackat in je čisti tempo game pač. In on, ki ima lepo polajnane drope in lep tempo, pač, ker se itak večinoma taki deki igrajo. Ne vem, imel si ga handlocka, pa zdaj ni več to zelo OP. Ali pa še je, ne vem, no. Ampak meni se zdi, da manjka v temu, kakor v Magicu si imel res powerful karte, ki so lahko late game po comebackkale na easy. Pač. Klepa, ki enkrat si zadnji po tempu, v bistvu si že zgubil igro. In je preveč RNG pač. Drugač ga pa rad igram, pač, ker rad igram RNG game. Ja, Hearthstone je zelo taka popularna igra zdaj zadnje čase, zato, ker imaš 15 minut, greš na Hearthstone. Kakšnega facehunterja žgeš, ne? Easy legend. Torej, v primerjavi, naprimer, imaš še zdajle, ko so Blizzard announced svoj first person shooter competitive, ima mogoče to zdajle prednost oziroma morebiti ima možnost, da prevzame Counter-Strike ali pa Dirty Bomb tudi. Kakor zdaj razumem ta Overwatch, FPS je narejen po Team Fortress 2, oziroma inspiracija nekak izhaja iz Team Fortress. A niso Dirty Bomb?
Dirty Bomb je zelo tak, ja, E.T. style, ne. Dirty Bomb je tako kot Team Fortress. Ne, Ne, Dirty Bomb je tako kot Enemy Territory, oziroma kaj je ono. tako kot Enemy Territory, ja, sorry. Isto, identična stvarca. Ja, isto je, pa samo nova grafika. Ja. Vprašanje je, koliko je placa za take igre v e-športu. Res, da je zdaj scena masivna, ampak se mi zdi, da vsi nekako zdaj hočejo e-sport to, e-sport ono. Ne vem, če se lahko dosti ljudi porazdeli po teh igrah, ker recimo Dawngate je najbližji primer, ki smo imeli temu, ki je hotel biti pač igra, ki je hotel biti tretja alternativa, takrat Honu, Lolu, pa Doti 2, ok, četrta alternativa, ne. Ampak v bistvu se je zgodilo to, da folk ni šel iz že obstoječih iger, da bi lahko se tam scena razvila in bilo dosti igralcev, preden je pač scancelo celotno. Sam gledaj, če lahko komu uspe, lahko uspe Blizzardu, realno. Blizzard ima svojo sceno, Oni ja. imajo tak cash, da lahko kurijo, to lahko kuri mesece, pa ne bo nič. Hearthstone je zelo dober uspel na tem področju, ker niti ni bilo nobene igre, ki bi bila tam. Heroes of the Storm, pa imajo turnirje, pa vse to, pa nekako je neka scena, ampak enostavno ni niti približen primerljiva z Dota 2. Zato, ker še ni toliko releasa igrica, niti redno. Igrica je zdaj prišla ven in tudi ne bo toliko velika, ker če bi bila, bi po moje že bila. Ja, razumem. Ker Hearthstone je bil že v beti masiven. Heroes of Storm pa enostavno ni. Neki, ki smo gledali na e-športu, recimo Quake 3, Quake Live se zdaj igra, ali pa Tribes Ascent. Ma nič se ne igra, sploh ne laži, da je tistih Quake Live se, Quake Live se. Quake Live se igra in tudi Tribes Ascent se igra, ima neke followerje, ki so pač fanatični in bo po mojem cel live to igrali pač. Ampak pač ne moreš pa tega klicati e-športa, ne, po mojem bo dosti podoben Blizzardovim pa PSM. Ali pa Shootmania, recimo, to je bilo big nekaj časa, pač pa zdaj ima še vedno folk igra, veliko folka igra, ampak ne moreš pa temu reči e-šport, pač mislim, tudi če so... stvarca, je premalo, je. Tudi če so neki turniri za 15 jurjev, pač ni to v primerjavi z Doto ali pa Starcraft, Counter-Strike. Pač... Še Hearthstone ima več. Ja, ne moreš ti forsirati nekaj, da postane e-šport. Ti lahko daš igri možnosti preko matchmakinga, ladder sistemov, spodbujanja competitive scene, spodbujanja igralcev, lahko daš možnosti, da postane e-šport. Ne moreš pa tebi tako, kot Blizzard pa sam reče, ja, to bo zdaj e-šport. Jaz pa mislim, da glih za to je Hearthstone e-šport. Ja, ampak Hearthstone, poleg Blizzarda se je tudi sam nekako naravno razvil, po moje, ker ne boš ti dobil toliko velikih igralcev. Heroes of the Storm se pa vidi, neki competitive e-sport pa turniri, pa jim ne uspeva. Ja, ampak to Blizzard, zato ker ima cash on vlaga v to, da bi ratal reči. Ampak če ne bo ratal, ampak... Pač pa tretja največja MOBA igrica in to je to, gled, to je njim čisto dovolj. Realno, imajo pač tistih par 100 jurjev igralcev, to njim oni kupujejo sranje, dajo jim cash. To je njim bottom line vse, kar rabijo, ne. Ampak pač oko Smite pa te fore, no. Tam se moje Smiteom tepe. Ja, ampak če vzamem mi tako, je kjer od vas slišal za Evolve? Ja, jaz sem gledal tudi prve iz lana, prvi, ki ga je Pansy pa Jason Kepler sta komentirala, prvi gameplay. Koliko bo to e-šport, koliko je to narejena igra, da bo e-šport pa competitive? Pa to oni morajo govoriti pač. Pa se to, ne vem, ko je LoL naredil nov game mode, je tudi on hoče že govoril, it's fast, it's fun. Pač, ampak to on more, ja, it's Dominion, ampak to on more, pač, in to so tudi D-Man, pa Jason Kaplan, pa ta Pansy so to hvalili to igrico, pa kao it's fun, ki itak njih boli kura za te game, pač, ko iskreno, jaz mislim, da oni smo naš ne gikali. Denar so dobili. Definitivno, gledaj, pač to se developer zmeni z njimi, da jim 100 jurjev, oni pa promovirajo pol leta, gledaj, to... Ampak spet, to je problem. Oni so to sforsirali, da bo e-šport in bo imel neko sceno, mogoče, če se bo developerju to dal, ampak ne bo pa zdaj to neka res scena, zaradi tega, ker igra sama se očitno ne razvija tako, da bi lahko bila, kot CSGO. CSGO je imel na začetku tudi sam toliko malo ljudi, ampak se je razvila scena. Zadeve, kot so pa Evolve, pa takoj hočejo e-šport, ja, full viewerjev, full velik denarja. Ali pa kanal interesa je vprašanje, če se bo firmi, ker ni Blizzard, še dal podpira to igro, ker Turtle Rock Entertainment ni toliko velika firma, kot Blizzard, da lahko denar meče. Mogoče bi bilo to zanimivo, da pač ta razlika, ne, če na začetku silijo game, da je e-sport, ali pa da ga pač naredijo dober game, za katerega imajo oni v glavi, da bi lahko bil e-sport, pa pustijo igrica, da je. In pač omogoče dedicated serverje te osnovne stvari, ki jih lahko imaš za competitive, pa da se sama stvar razvija, čisto organsko, ne. Vse Counter-Strike, ok, naredili so, da bo e-sports. Sama je bila na začetku tako glupa igrica, da je prav glava pekla, no. Ja, se zato veliko igralcev ne igrali, ne.
realno, pač Counter-Strike je rado huge samo zaradi skinov in ostaja huge samo zaradi bettinga, pač. To je realno in tak je folk, pač. Pač bilo bi 40, 50, ne 50, pač dost manj igralcev je bilo realno. Pač Jaz mislim, da igralcev bi sploh še ne bi nekaj bilo. bilo. Razpolovljeno bi bilo v najboljšem primeru. To je moje Po mnenje, mojem, v najboljšem. A pa še več, pač ni šans, da bi bilo tako, kot je zdaj, če ne bi bilo skinov, pa beto. Pač to je dvignil. Lej, tudi konjske dirke, a koga zanima, kjer konj bo zmagal, ne. Vsi se nastavijo, stari. Lej, in zato to živi, pač. Realno, pač tu se stave pa ljudje, pa. Zdaj po vprašanje, je to slabo ali dobro ali nekaj vmes, ne? Ne vem, Težko rečem. jaz tudi ne vem, ne. Pač, To je res vprašanje. meni je zelo všeč, da je scena tako velika. Pa tudi če je sam zaradi skinov pa beto, pa vse smo že prej videli, to pa tudi svoje probleme prinaša, ne? Ja, glej, na koncu tudi Mene tudi drugi to športi ne bi bili tako veliki, glej. Dejstvo je, to je pač, to je pač stvar človeške psihe, ne, da mora se iti riskirati, pa cash metati stran. Pač taki so eni posamezniki pač nagnjeni k temu. In zakaj ne bi tega omogočil, glej? Če vsi drugi športi delajo to, zakaj ne bi tu? Ne vidim jaz problema. Sam meni se zdi problematično to, da je under 18 betting, to je dost nekul. Pa da bi naredili nek cap, jaz bi to naredil, da ne bi mogel človek obogateti z tega, to. Vse to imaš recimo te strani, kot so Pinnacle Sports, meni se zdi, ki se trudijo biti res legitimate betting sajti tudi za e-sports, pa imaš tudi meni se zdi, da na Finskem pa na Danskem se lahko že na državni loteriji stavili na e-sport meče, tako da mogoče je to premik v pravo smer, ne, v primerjavi z recimo CSGO Legends, za tist res betting, če se nekako omogoči, da na spletu se beta. Ja. Tako. Mislim, da smo šli skozi vse. Zdaj pa res. Vedno planiram, da bodo te stvari dolge 60 minut, ker to je pač maksimalni čas, da bo človek gledal to realno. Lahko 60. Še to dvomim, no, ampak pač, če so die hard fani gledal 60 minut, pa bo to, ne. Ampak pač mi pač ne vemo tega delati tako realno. Dobro, da je tako prva epizoda, ki je bila 2 uri dolga, ampak dej, gremo zaključiti takrat, ko še lahko. Da ne bo pa, da se bo lahko save izlekel. Te stvari, se zdaj že malo bolj hladno, ne? Ma, ne vem. Jaz smo Kleban Sandrov, pa še ta komp, lej. Skozi je 80 stopinj, zdaj grem pogledat. In... se greje mi celo sobo. Ja, kar vroče bo še na naslednjih banana rushih. No, nazaj bomo v začetku julija, takrat bo konec SSL-ja, pa to bo tik pred Epicenter LAN-om 7, tako da takrat bom redno spamil s tem. Verjetno. Res, Sejvi, nisi rekel nič, kaj se pametnega dogaja še drugač na balkanski sceni. Tu sam ne vem. Ne veš? Na Hrvaškem ni lanov, v Srbiji ni velikih lanov. Mogoče A ja, bo en lan, zdaj bo ta lan, ne, na Poljskem pač. 19. julija. Sam si se mogel kvalificirati online, pa že si prišel na offline kvalifikacije za ESVC. Thank you very much, bye bye. Yes. Ja, ne vem, povej. Ne, se to je... Manjka nek tak turnir, da bi Dreamhack prišel v Ljubljano, ne? To se bo... Ljubljana. No, v bistvu končni fazi, če Gospodarsko pogledamo. razstavišče, glej, imaš poleg Italijo, Niti imaš tako poleg butast. Avstrijo, imaš poleg Res? Mačarsko, poleg Ja, saj Hrvaško glih pa to. Balkan. Ej, Slovenija je zelo centralna lokacija, kar se tega tiče, tako da mogoče ni tako pa butasto, Ljubljana kolikor se ima sliši. perfektne povezave, avtobusne, vlak, res. To je, Pa giga linijo imaš tam pač. gospodarc ima lahko 10-10, če rabijo, 20-20. Pač gospodarc bi dobil linijo, kakor bi rabo, tle Ja. po mojem. Ni problem, to sploh ni problem, sploh ni problem. Telekom Telekom je 500 metrov stran, lahko jim mečejo tja podatke, veš. Internet, UTP kabel potegnejo po zraku tam. bojo čez ono parkirišče, ki ne bi zgradili novo centralno postajo, en kabel imeli čez, pa bojo imeli mirno. Točno to, ja. To, tisti en čist kratek UTP kabel, to je to bo isto kot Epicenter LAN stil, ne? Lej, Duct tape pa stvari. weekend dream, a ne? Ja. Da nekoč. Weekend dream. Na koncu po moje se da stvari te Se zdaj v Če končni bi fazi. obstajala dovolj velika organizacija v Sloveniji, da bi lahko pač kontaktirala Dreamhack, ne, pa začela z njimi resen dialog, bi se definitivno dalo.
not spit. Ne, glej, mi definitivno ne še ne. Možnost obstaja, da je bilo to čez par let, recimo 5, ampak ne vem, no. Upam, da ja, no, ne. Mislim si, da ne, ok, to tudi ne, ko bi lahko rekel, da ne bi bilo utopično. Morda pa v prihodnosti. Morda v prihodnosti, računam pa ne. Tako. Vse v končni fazi zdaj bo ta Hearthstone turnir na gospodarskem razstavišču, Ja, pa sicer vsak bo Gaiden. Ja, oh god. Anyway, pač bo tam Hearthstone turnir in se bo videl odziv in mogoče od tega, kako bo kaj, ne? Ja, no, v redu. Pa to je to za to 4. epizodo Epicenter Lana, what the Čisto že pokvarjen v glavi s tem Epicenter Lana, veš? Sam še o tem mislim. Skratka, Banana Rusha, 4. epizode Banana Rusha. Z mano sta bila Rudi Ogris pa Nate Smith, čuden priimek. Ne pozabite poslati demojev za najboljše frage maja, tu 2 pričakujem, čeprav na koncu bo niti enega, ampak okej. In to je to, hvala vam, da sta bila tu, pa ne. Hvala vsem, ki ste gledali. Ja, hvala tebi sameg, da si tako izvrstno vodil, kot vidi. O, izvrstno, moramo iti. Danes je šlo brez večjih težav mimo. Danes je To bilo lahko zelo lepo, ja. pohvalim. To Ni prvič. bilo nobenih bracketov treba delati. Ja, tudi res. Ni bilo nobenega majora. Ja. Slovenski Gremo sam, major. adijo, gremo sam. Ok, fajn bo ta. Čau.